tožbe zoper nekdanje vodstvo. Perutnina Ptuj zaradi slabitev z izgubo. Iztok Fister iz Ferija je najboljši študent univerze. V občini Cerkvenjak bodo zgradili nov vrtec. Dober dan. Komisija za preprečevanje korupcije proučuje kadrovanje v Novi Ljubljanski banki. Uprava Nove KBM pa bo še ta mesec vložila tožbe zoper nekdanje vodstvo banke. S Kovačičem na čelu je ob današnjem srečanju z delničarji napovedal predsednik uprave Aleš Hauc. Odzval se je tudi na napoved skoraj 400 milijonske dokapitalizacije, o kateri bodo delničarji odločali na ponedeljkovi skupščini. Čeprav mali delničarji pozdravljajo današnje srečanje pred ponedeljkovo skupščino, pa ne skrivajo bojazni pred vnovično dokapitalizacijo druge največje državne banke. Pričakovati je namreč, da bo država svoj skoraj 90% delež še povečala. To pa že pomeni izpolnitev pogojev za iztisnitev, torej odslovitev teh delničarjev po cenah, ki so seveda neprimerno več kot 30-krat nižje kot tiste, s katerimi so delničarji bili povabljeni v lastniško strukturo. A uprava trditve zanika, češ da mora za to obstajati investitor s prevzemno ponudbo, ki ga za zdaj še nimajo. Predsednik uprave se je sicer že sestal z nekaterimi potencialnimi vlagatelji iz Evrope, Azije in Bližnjega vzhoda, a najprej bo treba banko očistiti slabih terjatev. Ta trenutek je težko reči, da bi strateški partner zdaj vstopil še pred prenosom slabe banke, torej naših slabih terjatev na slabo banko. Proces pridobitve strateškega partnerja od prvega signala do prvih stikov do izvedbe je najmanj leto dni, če ne več. Uprava je malim delničarjem tudi zagotovila, da bo upoštevala izsledke revizije in forenzične preiskave in še ta mesec vložila odškodninske tožbe zoper nekdanjo upravo s Kovačičem na čelu. Forenzično poročilo je že gotovo, skupaj z mnenjem seveda tudi odvetniških hiš o identifikaciji oseb, morebitnih kazenske in odškodninske odgovornosti. Sicer banka ohranja kapitalsko ustreznost, zagotavlja Hauc. Julija pa bodo začeli izvajati napovedano reorganizacijo in racionalizacijo stroškov. Zmanjšali bodo število organizacijskih enot, izvršnih direktorjev in njihove bonitete, s čimer naj bi bila banka učinkovitejša. Da bodo učinkovitejši, so napovedali tudi v Perutnini Ptuj, kjer za letos načrtujejo 12% rast prihodkov. Lani so sicer, tako kot že 3 leta predtem, končali z izgubo, ki je znašala 7 milijonov evrov. Tudi uprava Perutnine pa bo morala svoje odločitve v zvezi z naložbeno politiko in revizijo poslov pojasniti delničarjem konec tega meseca. Perutnina Ptuj je lani ustvarila 260 milijonov evrov prihodkov in imela 13,5 milijonov evrov dobička iz poslovanja, a so kljub temu zaradi zgrešenega nakupa delnic Probanke, za kar so odšteli 9 milijonov evrov, poslovno leto končali v rdečih številkah. Izguba neposredno na poslovanje seveda postavljena in da ta izguba seveda okrog 7,5 milijonov, ampak seveda še enkrat ne iz poslovanja, ampak direktno iz seveda slabitve. Čeprav imajo, tako kot vsi, likvidnostne težave, Glaser pravi, da so z bankami prav zaradi dobre prodaje lažje dosegli odlog plačil. Mi imamo pravzaprav vsemi bankami dogovorjene tam do julija, nekaterimi celo do konca leta že standstille. Takšen sistem, kot je Perutnina Ptuj, seveda je izjemnega pomena, vitalnega pomena predvsem za severovzhodno Slovenijo in vsaka negativna informacija seveda ima svojo težo. Izgubo bo morala uprava Perutnine Ptuj na skupščini konec meseca pojasniti še delničarjem. Ob tem se jim obeta vnovična revizija poslov z upravo Merkurja pod vodstvom Bineta Kordeža. Ponovno gledanje ne vidim kot obremenitev za upravo. Najslabše pa vidim v tem, da nam seveda to škodi pri ugledu na zunaj. Ugled podjetja namreč vpliva na krepitev v regiji ter širitev na trge Evropske unije, Rusije in Bližnjega vzhoda. Prav tam bi rada Perutnina Ptuj letos prodala 12% več kot lani. Nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju pa grozi ena preiskava manj. Preiskovalna sodnica in zunaj razpravni senat sta namreč odločila, da preiskave zaradi primera tako imenovane Kanglerjeve ptičje hišice ne bo. Pristojni državni tožilec je zoper odločitev senata že napovedal pritožbo na višje sodišče. Kako je sploh mogoče, da nekomu prisluškujejo 6 mesecev, naden pošljajo 117 kriminalistov in ga obravnavajo kot največjega kriminalca, na koncu pa sodišče ugotovi, da sploh ni elementov kaznivega dejanja, je odločitev sodišča komentiral Kangler.
ta prva inštanca preiskovalne sodnice in izvensodnega senata dovolj jasno kaže, da nekdo zlorablja v Sloveniji v politične obračunavanja slovensko tožilstvo, pa še koga verjetno zraven. In še, da so mu bile v tem primeru kršene pravice, veliko stvari pa je še zmeraj nejasnih. Zakaj je podpisal moje prisluhe nekdo, ki sem ga 11 let nadziral? Zakaj so kriminalisti pisali sami sebi anonimko? Zakaj sem imel zrežirano hišno preiskavo na domu v Zimici? Nisem smel imeti svojih prič. Pristojni državni tožilec pa je že sklenil, da se bo zoper odločitev senata pritožil na višje sodišče. Enako kot v zadevi Toplarna, kjer je uspel se svojo pritožbo. V tej zvezi pritožbi seveda, kot tožilstvo upamo na okoliščine in dejstva, da bo višje sodišče pritrdilo tožilstvo. Sicer je od 13 vloženih ovadb zoper Kanglerja doslej padla le ena, primer doma pod Gorco. Smo pa izvedeli, da je še pred dnevi imel Kangler dodatno preiskavo zaradi domnevne podkupnine v obliki slike, vredne okoli 10 000 evrov, ki naj bi mu jo dali vodilni konstruktorja v zameno za to, da je občina plačala prestavitev kolektorja pod tržnico. Mariborska livarna, ki je od aprila v postopku prisilne poravnave, pa še vedno ni dočakala odločitve o tem, kako bi lahko prišla do potrebnih 5 milijonov evrov, s katerimi bi se rešila pred dokončnim propadom. Banke za posojilo zahtevajo poroštvo države, ta pa z odločitvijo vedno znova odlaša. Poglejmo še drugo domače dogajanje. Komisija za preprečevanje korupcije preučuje kadrovanje v upravi in nadzornem svetu Nove Ljubljanske banke, ki se je začelo s prihodom Janka Medje na položaj predsednika uprave, poroča časopis Dnevnik. Medja je kot predsednik uprave podpisal pogodbo s kadrovsko agencijo za pomoč pri iskanju preostalih članov uprave. Prav ta agencija pa je nadzornemu svetu banke Medjo priporočila kot najprimernejšega kandidata za predsednika uprave. Po neuradnih podatkih naj bi agencija za svoje storitve NLB zaračunala več kot pol milijona evrov. Notranji minister Virant je prepričan, da je bila uvedba nalepk, ki so med letoma 2001 in 2005 dokazovale, da je bilo vozilo tehnično pregledano, birokratski nesmisel. A dodaja, da je država naredila napako, ker je dobavitelju nalepk, podjetju Miraž, enostransko odpovedala pogodbo. Sodišče je namreč razsodilo, da mora država zaradi razdrtja pogodbe podjetju zdaj plačati dobrih 8 milijonov evrov odškodnine. Pred sredino izredno sejo Državnega zbora o stanju v slovenskem pravosodju so se danes sešli člani parlamentarnega odbora za pravosodje. Sklic izredne seje je zahtevala SDS. V poslanski skupini namreč ocenjujejo, da je stanje v slovenskem pravosodju več kot zaskrbljujoče. Na seji pa naj bi obravnavali ravnanje generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja in predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše. Svet UKC Ljubljana je danes med drugim obravnaval razpis za generalnega direktorja ter postopek za izbiro strokovnega direktorja UKC Ljubljana. Sedanjemu generalnemu direktorju Simonu Vrhuncu se namreč avgusta izteče mandat. Strokovni direktorici Brigiti Drnovšek-Olub pa se je mandat že iztekel in je bil že objavljen razpis za ta položaj. Minister za zdravje je namreč ob objavi poročila protikorupcijske komisije napovedal, da bo svetu zavoda predlagal Vrhunčevo razrešitev, če sam prej ne bo odstopil. Nadaljujemo pa s prijaznejšo temo. Iztok Fiser je najboljši študent Mariborske univerze, za nagrado je dobil 650 evrov. Univerza je namreč v sodelovanju z Elektrom Maribor izvedla razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Nanj se je prijavilo 25 študentov iz kar 17 fakultet. Iztok Fister, študent 5. letnika magistrskega študijskega programa Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, je po izboru komisije med študijem dosegel najboljše rezultate in tako svoji bogati zbirki nagrad dodal še naziv najboljšega študenta. Občutki so bili dobri in tudi potrjuje to, da smo na dobri poti, da bomo še naprej delali raziskovalno, da bomo naprej pisali članke. Komisija poleg uspešnosti in študijskih dosežkov prepričal s kar 15 izvirnimi znanstvenimi deli. Od tega so 3 objavljeni že v JCR revijah, kar pomeni izjemno znanstveno odmevnost. Rektor univerze za to, kaj več si lahko želimo kot imeti ustvarjalne in inovativne študente. To, da potem najboljši tukaj ne najdejo dela, da jih gospodarstvo ne more absorbirati, uporabiti, je
pravzaprav škoda in žalostno. Tujina jih seveda z odprtimi rokami pričakuje. V sedanjih razmerah globalne konkurence šteje znanje in šteje odličnost. Zelo pomembno je, da to postane ena od ključnih vrednot. Iztok Fister pa ima pred seboj že nove izzive. Nekako sem si zadal, da do konca naslednjega leta hočem imeti objavljeni članek v Nature. Tako da to bo kar dosti dela. Denarno nagrado pa bo s pridom porabil za bližajoče se znanstvene konference. Slovenija pa se lahko pohvali tudi številnimi krvodajalci. Danes zaznamujemo Slovenski dan krvodajalstva, saj so na ta dan leta 1945 v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi. Pri nas se letno krvodajalstvo prijavi 110 tisoč ljudi, medtem ko na Zavodu za transfuzijsko medicino opravijo okoli 97 tisoč odvzemov krvi. S tem zadovoljujemo lastne potrebe po krvi. Ob letošnjem dnevu krvodajalcev pa poteka tudi akcija Podaj energijo za življenje z znanimi Slovenci in Slovenkami. V občini Cerkvenjak pa se pripravljajo na začetek gradnje novega nizkoenergetskega vrtca. Sedanji je namreč energetsko potraten, spopadajo pa se tudi predvsem s prostorsko stisko. Vsako leto morajo zato odkloniti vsaj za en oddelek otrok. Najmlajše občane Cerkvenjaka smo danes sicer ujeli med dnevnim počitkom, zato je preozek hodnik vrtca sameval. Da otroci potrebujejo nove prostore, pa so se strinjali tudi mimoidoči. Vsekakor, ki otroci je vedno več, prostore pa so stiske, pa ozke, pa tudi vrtec je zelo že dotrajal. Je potreben, ker je veliko otrok, ki nimajo varstva. Dosti jih mora imeti dojce po drugih občinah, tako da mislim, da je potreben. Oddelek z najstarejšimi otroki že 5 let gostuje tudi v preurejeni učilnici sosednje osnovne šole. Prostora je premalo, kajti vsako leto, kar nekaj let že odklanjamo otroke iz naše občine, ker jih v bistvu ne moremo sprejeti v naš vrtec. Novi vrtec se bo razprostiral na 800 kvadratnih metrih in bo imel 5 oddelkov. Vrednost projekta je ocenjena na 1 760 000 evrov, na občini pa trenutno izbirajo izvajalca. Okoli 230 000 evrov bo pridobljenih iz evropskih skladov, država bo prispevala dobrih 800 000 evrov, preostalo pa bo zagotovila občina. To bo zidana sicer oblika, ne, bodo pa strehe tudi nekako temu prilagojene, da bo dovolj svetlobe, tudi precej steklenih površin je, tudi fasada bo taka in pa seveda način gradnje in pa seveda ogrevanje tudi z toplotno črpalko. Otroci naj bi v novi vrtec stopili predvidoma prihodnjo jesen. Stavbo na mesto starega vrtca, ki ga bodo porušili, navezoval pa se bo na obstoječo Klopočevo učno pot v bližini in bo otroke neposredno povezoval z naravo. Tretja gimnazija Maribor pa letos zaznamuje 150-letnico. Nekoč pedagoška šola je izobraževala učitelje, vzgojitelje, imeli pa so tudi oddelek za kulturo. Da je pedagoški poklic tesno povezan z glasbeno ustvarjalnostjo, pa so pokazali na koncertu sedanjih in nekdanjih dijakov v Unionski dvorani. Uroš Sagadin je danes učitelj glasbe, že v času srednje šole pa je začel obiskovati tudi pouk solopetja. Svojih začetkov, ki so povezani s sedanjo tretjo, pa tudi sedanjim poklicem, se tako spominja. S koncem 3. letnika sem na eni prireditvi v okviru šole sem tudi nastopal takrat kot pevec in takrat me je slišala moja profesorica glasbe, ki je bila navdušena in je rekla, da bi bilo dobro, da bi svojo glasbeno pot nadaljeval tudi na glasbene šole. Koncert ob 150-letnici 3. gimnazije je bil zastavljen kot srečanje različnih generacij učencev, ki so svojo poklicno in življenjsko usmeritev poiskali v umetniških glasbenih vodah. Za marsikoga od nastopajočih je bila spodbuda strani profesorjev na gimnaziji odločilna. Med profesorji, ki so znali spodbujati ustvarjalnost, je bila tudi organizatorka koncerta Alja Šulič. Ob tem koncertu v okviru 150-letnice šole sem nekako bila navdušena nad tem, koliko ustvarjalcev je izšlo iz naše šole. Zgleda, da gre ta pedagoški poklic tudi vzporedno vštric z
neko ustvarjalnostjo. Tradicijo petja in glasbenega izražanja na 3. gimnaziji spodbujajo z lastnim pevskim zborom in vokalno skupino. Nekaj odličnih posameznikov, instrumentalistov in pevcev je nastopilo tudi na jubilejnem koncertu. Iz petja v razredu je do poklica učiteljice glasbe prišla tudi sopranistka Nataša Trobentar. Pa je bilo tudi tako, da če smo vedeli, da bo kdo sigurno vprašan, da je potem prišla profesorica v razred in so vsi rekli, Nataša bi nekaj zapela, dajte no, gospa profesor, Nataša bi nekaj zapela in pol seveda spraševanja ni bilo tisto uro. Sem pa poznala tudi takšne pesmi, ki so sedle na dušo, tako da je bil box sitting zacela. Številne glasbene, literarne, športne in druge prireditve ter srečanja ob 150-letnici 3. gimnazije se vrstijo vse leto. Jubilej bodo sklenili s svečano akademijo novembra. Pri športu pa o presenetljivi novici, da Darko Milanič, trener nogometašev Maribora, odhaja k avstrijskemu Šturmu. Potem, ko si je včeraj še ogledoval prizorišče priprav v Prekmurju, je sinoči o svoji odločitvi obvestil Zlatka Zahoviča, športnega direktorja Maribora. Razlogov za odhod iz Maribora ob današnjem slovesu od vijoličastega dresa ni pojasnil. Jasno je, da nisem navajen take vloge, to pomeni, to se mi dogaja prvič, da kot trener na tak način zapuščam klub. Samo par besed. Hvala klubu, hvala direktorju Zahoviču, hvala vsem sodelavcem, navijačem, še posebej Violam, za čudovito podporo, za suport vseh teh 5 let in za to, da so mi omogočili, da skupaj z njimi uživam v delu, uživam v osvajanju lovorikah in uživam v svojem osebnem napredku. Za klub iz Graca, za katerega je igral pred dobrim desetletjem, je podpisal 3-letno pogodbo. Da utegne Milanič zapustiti Ljudski vrt, je bilo moč zaznati ob koncu sezone, ko na vprašanje, ali ostaja v Mariboru, ni podal povsem pritrdilnega odgovora, kar pri njemu ni v navadi. Poznate me dobro, da odločitev ni padla v enem trenutku, to ni moj način. Po malem se je kuhalo že nekaj časa v tem smislu. Vse veste sami, da je to popolnoma normalno in razumljivo. Odločil sem se pa včeraj. Čeprav naj bi Milaničeva odločitev presenetila vodstvo mariborskega prvoligaša, je Zlatko Zahovič že navezal stike z morebitnim Milaničevim naslednikom. Do začetka priprav oziroma do naslednjega torka, ko se bo prva ekipa znova zbrala, bo zgodba glede novega trenerja zaključena. O tem, kdo je najresnejši kandidat, v Ljudskem vrtu še molčijo. Računam sigurno v naslednjih dneh, ker se to hitro odvija v nogometu, sem že računal na danec, ampak se odpirajo opcije, tako da ne bom prehiter na jeziku. Zlatko Zahovič je dejal, da so vrata v Ljudski vrt odprta le za zmagovalca oziroma za trenerja, ki se bo znal prilagoditi razmeram v klubu državnih in pokalnih prvakov. A bo novinec imel težko nalogo, saj mu ne bo lahko preseči oziroma vsaj ponoviti uspehe iz minule sezone, ki je bila po tisti izpred 13 let, ko so vijoličasti igrali v Ligi prvakov, druga najuspešnejša v zgodovini kluba. Še v tenisu. V Mariboru se serija 4 zaporednih teniških turnirjev zaključuje z moškim turnirjem na igriščih mariborskega Branika. Na odprtem prvenstvu zavarovalnice Maribor z nagradnim skladom 10.000 ameriških dolarjev so se začeli dvoboji prvega kroga. V igri posameznikov danes ni bilo Slovencev, med pari pa smo jih imeli kar 13. Jutri jih bo 6 zaigralo med posamezniki, kjer zelo visoko meri Tom Kočevar Dešman. Tale turnir je napram prejšnjem na Bledu malo bolj zaseden, no, v bistvu, tako da bo v bistvu malo težji, ampak nasprotnika mojega tudi poznam, sem ga gledal na parih tekmah že tako da bo dobra tekma in upamo na pozitiven rezultat, tako da to je to. Še ostajamo pri športu. Drago Soršak je pripravil tudi prispevek o tradicionalnem turnirju v Katah, ki sta ga organizirala Karate zveza Maribor in Karate klub Kovinar ob prazniku mestne občine Tezno. Šlo je za posamično tekmovanje v tehniki, ki so ga razdelili v 3 nivoje. Tako so imeli tekmovalci z različnimi barvnimi pasovi možnost prikaza svojega dojemanja borbe z namišljenim nasprotnikom. Meni se bolj všeč večja tekmovanja, mednarodna, ampak se rada udeležim tak klubskih tekmovanj.
Ja, fajn je. Jaz sem moral kate po svoji izbiri, pač nisem še toliko na tekmovanjih bil, ampak menim, da se splača iti, pa, da se kaj naučiš. Če hočeš jih znati več, je treba dosti več dela, ampak tudi če hočeš znati eno, se moraš zelo dobro naučiti, saj je veliko podrobnosti. Jaz sem pač zelo ponosna, da sem prišla na to tekmovanje. Želela sem si pokal, ampak mi tokrat ni uspelo. Turnirji v katah so zelo dobra priprava tako za tiste z nižjimi pasovi, kot za mlajše karateke, ki se spoznavajo s tekmovalnim karatejem. Na ta način si višajo samozavest in se pripravljajo še na drugo obliko športnega karateja. Najmlajši imajo običajno tekmovanja samo v katah, torej do 10. leta na državnem nivoju je tekmovanje samo v katah in tudi dobra bazična priprava za borbe, ki so po 10. letu starosti. Torej, za nas je tudi organizacijsko in stroškovno najbolj ugodno, da naredimo samo tekmovanje v katah. Na enem od zadnjih tekmovanj v tem šolskem letu je pričakovano največ znanja prikazala Simoničeva, zmagovalka nivoja zelenih in višjih pasov. Sicer so tekmovalci kovinarja dosegli polovico prvih mest, ostala 3 so šla v Limbuš, Radvanje in na Ptuj. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku pa so začeli podpisovati novo mednarodno pogodbo o nadzoru nad trgovino z orožjem. Med prvimi jo je skupaj z nekaterimi večjimi izvoznicami orožja in streljiva podpisala tudi Slovenija. Več novic v nadaljevanju. V Nemčiji, Avstriji, na Češkem, v Švici in na Madžarskem se še vedno borijo z naraslimi vodami. Poplave so doslej terjale vsaj 10 življenj, več 10 tisoč ljudi so morali evakuirati. Gladina Donave je v nemškem mestu Passau dosegla najvišjo raven v zadnjega pol tisočletja. Na Češkem so se gladine rek še dodatno močno zvišale, zaradi česar so bile oblasti prisiljene odpreti več jezov. Znameniti Karlov most ostaja zaprt, že v ponedeljek so preselili živali iz praškega živalskega vrta. Na Madžarskem je premijer razglasil izredno stanje. Donava naj bi na Madžarskem najvišji nivo dosegla od srede. Protivladni protesti v Turčiji so zahtevali še eno smrtno žrtev. V mestu Antakya na jugu države je v ponedeljek neznani napadalec v glavo ustrelil 22-letnika. Konfederacija turških sindikatov javnega sektorja je začela dvodnevno stavko, s katero želi izraziti protest proti državnemu nasilju nad protestniki. Stavka naj bi prizadela šole, univerze in javne ustanove. Protesti so se začeli minuli petek, ko je policija silo razgnala več 100 okoljskih aktivistov, ki so želeli ustaviti gradbeni projekt v parku ob trgu Taksim v Carigradu. Nemiri so se kasneje razširili tudi v številna druga turška mesta. Protestniki vladi, premijeja Recepa Erdogana očitajo, da postaja vse bolj avtoritarna. Komisija Združenih narodov za preiskavo kršitev človekovih pravic v Siriji je ugotovila verjetno večkratno uporabo kemičnega orožja v državi. Za to prepričanje po navedbah komisije obstajajo utemeljeni razlogi, še vedno pa ni jasno, kdo stoji za tovrstnimi napadi. Vojni zločini in zločini proti človeštvu so poleg tega v Siriji postali del vsakdana, so ugotovili. Pri vremenu smo. Jutri bo sprva oblačno, večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Malo topleje bo. Vreme je torej več kot primerno za branje, morda tudi knjige o Jožetu Pučniku pod naslovom Moja pot o Pučniku, ki jo je napisala njegova tesna sodelavka Vera Ban. Lep večer in povabilo k novicam ob 20.